Hej, dobrodošli na skupnem učnem vrtu in v novem delu. Danes postavljamo visoko gredo, tukaj imam navodila. In sicer bomo postavili visoko gredo zato, ker pač lažje je delati na višini, če imaš težave s hrbtenico, se teže sklanjaš. Drugače so seveda odlične gredice, ki so nižje, ki so na tleh, ampak če ima pa kdo težave, pa seveda to fajn. Sicer je kar nekaj materijala, ampak mi smo tukaj dobili res super nagrado oziroma sponzorska sredstva strani Merkurja, tako da ja, moram reči, da tole bo res odličen vrt tudi za vse tiste, ki pač želite delati na višini. Na tem mestu bosta stali obe visoki gredi in sicer bomo postavili kar dve, zato ker pač želimo čim več možnosti tudi za ostale, da bojo lahko vrtnarili na višjem delu, tako da bo manj sklanjanja in bolj prijazno za hrbet. Evo, tole je zdaj les, ki ga imamo. Zdaj moramo pa z tega narediti visoko gredo. The best. Wow, tale greda pa že ful dobro obliko dobiva. Je, ne? Se mi zdi, da... Evo, zdaj kar Luka dela je, da postavlja tele zaključne letve. To je zato pač, da je tak en lep rob in da se ne obdrgneš v konc, pa da lahko odložiš slogor. Naslednji korak po tem, da je Luka sestavil tole gredo, je postavljanje mreže noter. Evo, tole je tale mreža. In sicer to mrežo damo zato, da pač preprečimo voluharju, da pride noter in si naredi gnezdo in pač tle je vse, kar mi zasadimo. Tako da zdaj, naslednji korak bo pa še okol in okol mreža, se pravi po telih stranicah vse okol in okol. No, Luka, kako nam gre zdaj? Počasi. Evo, Luka zdaj daje noter še tole mrežo, da ne bo vlažen les, ker če je les vlažen, se pravi zunanje strani je takole, znotranje je pa zaščiten, zato da se ne bo zgnil in potem, da ne bo šla greda takoj v noč. Je dober? Super je. Evo, ribes je že. Glej ga, kako je lep. Wow. Krasen. Marine si še kaj probala? Ne. Maline so tvoji otroci probali. Eno gredo smo že postavili, zdaj pa še drugo. In sicer v prvo smo poleg ogrodja, ki je bil pač del tega sklopa, dali še tele mrežice, ki so bile tudi noter, in pa gnoj ter zemljo, spodaj smo dali pa les, zato da bo pač to počasi trohnel in se bo ustvaril organski material. Zdaj, če ti sam pokažem, ko je visoka greda res tako visoka, v bistvu tale del, ta spoden, pač smo mi napolnili z lesom, z raznimi dilcami, z delčki, ki jih pač ne moramo porabiti nikjer drugje več. In vzgori smo dali pa gnoj pa zemljo, zato ker pač v bistvu ta vrhnji del je najbolj pomemben za rastline, medtem ko ta spodnji bo samo trohnel. Zato pač jaz nisem pristaš visokih gred, ker pač je res veliko materijala, hkrati v bistvu rastlina rabi samo pač ta zgornji del. Tako da je pa vsem zelo fajn za tiste, ki se ne morete sklanjati, ki vas hrbet boli, imate težave mogoče s koleni, karkoli, pač v tem primeru je visoka greda res ena izmed najboljših odločitev. Jaz sem za danes končala, pa še ene par, Luka še kar vztraja, naredil bo še eno gredo. Evo, se gre pripraviti. Drugače pa ja, tole je tale gredica visoka, ki nam je ratala. Jutri pa še naprej. Danes je nov dan in nadaljujemo z delom. Danes se spet Luka ful matra. Tako da koplje luknje za naše sode. Tako da ja, tudi to smo dobili v Merkurju, tako da bomo imeli zdaj 4 sode. Enega smo že prej imeli. In je bilo pač očitno premalo za to kvadratov vrta, kot ga imamo, tako da zdaj bomo imeli pa 4. 3 bojo takole v luknji, medtem ko bomo dali pa enega na pač neko stopničko, da bomo lahko s pipco točili vse pač ven, oziroma da bojo otroci lahko odpirali pipco in se na ta način tudi
naučili, kako pač zalivati. Luka je zdaj že zmontiral ta drugo gredo, ki je tlele zadaj. Noter smo dali že les, oziroma v tole gredo ga je dal kar Luka, tako da les damo vsaj do polovice, potem pa gnoj in zemlja, tako da zdaj tole še zafilamo in potem zasejemo. Ena greda od včeraj je že tlele, zdaj pa še ta druga. Tako da tukaj noter smo dali najprej les, zato da pač bo čim več materijala, ker dejansko najboljši del je ta zgoren del, kjer dejansko korenine rastejo, tako da v bistvu eno polovico lahko zapolnimo z lesom, drugo polovico pa z gnojem in zemljo in to bomo zdaj naredili. Se pravi, potem, ko damo noter les, damo še gnoj. Lahko je to kupljen gnoj, lahko je to v peletih, lahko je hlevski gnoj. Mi smo se za te dve gredi odločili za peletke, drugače uporabljamo tudi konjski, uležan ekološki gnoj. Hkrati je treba dajati pa tudi zemljo in sicer jo imamo tudi tole iz Merkurja. Tako da je treba napolniti pač do konca. Najbolj že tam Luka pokažeš, kako smo napolnili v tisti gredi, ker se vedno še majčkeno posede. Evo. Tako da tega gre kar veliko noter. Vsaj ene 10 vrečk bo šlo. Kar nekaj stvari smo naredili na skupnem mučnem vrtu, se mi zdi, da zdaj se res vidi ta sprememba. Imamo še les za pospraviti, imamo še kaj za zasaditi, ni še prepozen, tako da recimo tlele tale del se je res polepšal. Pa s tem, ko smo še pokosili, je res tako malo bolj čisto. Tako da karkoli se bo dogajalo naprej, bo pa itak javljal v naslednjem videu. Tako da, če imaš še kakšen komentar, kakšno idejo, če želiš sodelovati z nami, lahko prideš v skupni učni vrt. Če to gleda kakšno podjetje, ste pa vabljeni, da sodelujete z nami, ker tukaj pa želimo omogočiti čim več ljudem, da lahko brezplačno vrtnarijo in se naučijo, kako sami v bistvu vzgojiti zelenjavo. Se gledamo naslednjič, uživi pa čim več v vsem. Čau!